Pozdravljeni, moje ime je Uršula, sem vedska astrologinja, sem tudi tarot svetovalka in intuitivni coach. Danes sem se odločila, da pripravim kratek posnetek o polni luni, ki se je zgodila danes ob 5:08, torej 8. decembra v Biku. Naj vas opozorim, torej sem vedska astrologinja, torej uporabljam sideralni zodiak in ne tropski zodiak, tako da ne bi koga motilo, ker pri tropskem zodiaku je torej luna v dvojčkih. Tako da torej pri Džotišu, pa v Biku. Tako da jaz bom govorila o tem. In tudi vse moje napovedi so torej narejene po Džotišu, ne po zahodni astrologiji. Naj vam na začetku povem, da če želite vedeti, kaj ste po Džotišu, torej po vedski astrologiji, kje imate ascendent, kje imate luno in sonce, me lahko kontaktirate, mi pišete na info@orakelluci.si in vam bo to brezplačno pogledam in vam po mailu pošljem, torej kje imate ascendent, kje imate luno, kje imate sonce in potem lahko vse moje napovedi seveda tudi spremljate. No, pa če se vrnemo nazaj k polni luni, torej ki se je zgodila v Biku danes zjutraj, torej zgodila se je tudi v nakšatri Rohini, v ozvezdju Rohini. Ozvezdje Rohini je kar pozitivno ozvezdje, zelo dobro prinaša bogastvo, obilje, torej glede na to, da se je torej ta polna luna zgodila v Biku, bo potem to cel mesec, torej bomo se nekako, bomo imeli priložnost torej dobiti več obilja v naše življenja. In zanimivo, da v tem mesecu se bojo seveda delile božičnice, nagrade, torej bo marsikdo prišel do večje količine denarja. Drugače se bomo pa tudi obdarovali, tako da je to precej povezano torej z to nakšatro, torej obilje, bogatstvo. Je pa res, da ta nakšatr prinaša tudi ljubosumje, torej se pa bomo morali cel mesec bati malo ljubosumja. Posebej, ker ta luna, seveda, ki stoji v Biku, torej polna luna v Biku, torej nasproti nje stoji pa seveda sonce, in sonce je pa v Škorpijonu. In vemo, kakšni so škorpijoni, torej škorpijoni znajo biti zelo, zelo ljubosumni. Poleg tega je sonce, ko se je zgodila polna luna, bilo v ozvezdju Džešta. In Džešta je tudi znana po ljubosumnosti, torej tudi po nadzoru, agresiji. Tako da se bomo morali pa v tem mesecu teh stvari paziti. Torej, kot sem rekla, torej Rohini prinaša obilja v naše življenje. Je pa res, da poleg te polne lune je tudi retrogradni Mars. Kadar je planet retrograden, nas vedno vrača v preteklost. In retrogradni Mars torej nas vrača konkretno torej v preteklost, torej vsako znamenje sicer se bo oziralo v preteklost na določenem področju, to bom potem tudi povedala, kaj za vaše znamenje. Torej ta retrogradni Mars in pa polna luna v Biku pomeni, ampak nasplošno, torej kadar je planet retrograden, torej se vračamo v preteklost. In zdaj, če pogledamo Mars nasplošno, torej to vračanje v preteklost lahko glede bratov, sester, nepremičnin, lahko bomo morali kaj za nazaj popravljati avtomobile, lahko bomo morali urejati kakšno električne zadeve, elektronske naprave, lahko se tudi kvarijo elektronske naprave, televizija, radio, ne vem, karkoli, torej vse, kar je povezano z Marsom. Kot vidimo, tale retrogradni Mars je kar močno posegel v življenje nekaterih ljudi, saj vidimo, da se dogajajo kar grozne nesreče. Torej, tale retrogradni Mars je prinesel veliko nesreč, tako kot sem tudi že napovedovala, veliko nepredvidljivih dogodkov, tako da nažalost ta retrogradni Mars vpliva tudi lahko zelo negativno. No, ampak če se vrnemo torej k polni luni, torej o čem se bomo vse ukvarjali ta mesec? Hrano, potem družino, brati, sestrami, tudi z našimi financami, torej bomo želeli
prevetriti naše finance, ozirali se bomo nazaj, koliko smo v preteklosti zapravili, zakaj smo zapravili, malo bomo torej imeli željo, da uredimo torej naše finančno stanje. Ker je seveda to hiša, Bik je druga hiša v osnovi, družine, premoženja, pa tudi govora. In za ta retrogradni Mars je pa dober zato, da nam da moč, da se postavimo zase. Torej, če nismo prej imeli te moči, bomo pa zdaj dobili samozavest, da se bomo postavili zase, za tisto, kar mi verujemo, da je prav, in se bo to odrazilo na našem govoru. Torej bomo povedali tisto, kar mislimo, paziti moramo le, da ta naš govor ne bo preveč agresiven, da ne bomo napadali drugih ljudi. To se sicer seveda že dogaja, bo se pa zdaj seveda s to polno luno ta mesec še bolj. Torej, razčiščevali bomo stvari za nazaj in to tudi skomunicirali. Ampak, kot sem že prej rekla, pazimo se ljubosumja, nadzora, manipulacije, ker seveda tale, predvsem Džešta v Soncu, kot sem že prej govorila, je torej zelo, zelo strahstna nakšatra. V bistvu ljudje, ki imajo veliko planetov v Džešti, vse, kar si zamislijo, z lahkoto manifestirajo, torej ustvarijo. Torej tudi, če bomo mi, bom rekla, na nek način preveč agresivni do nekoga, se to potem lahko slabo konča. Tako da tukaj moramo biti pa zelo, zelo pazljivi. Je pa zelo pomembna ta polna luna tudi zato, ker je to odličen čas, da premostimo nizko samozavest. Torej, če imamo težave, kot sem že prej govorila, bomo imeli možnost, da se postavimo zase. Velikokrat ljudje, ki se ne zmorejo postaviti zase, ki težko postavljajo tudi meje drugim ljudem, ki se na nek način pustijo izkoriščati ali pa pustijo, da drugi hodijo po njih, če tako po domače povedano. Torej bojo imeli zdaj ti ljudje priložnost, da se postavijo zase, kot sem že prej razlagala. Poleg tega bojo pa seveda s tem tudi dvignili svojo samozavest. Torej to je zdaj res odličen čas za to, da se postavimo zase, da dvignemo samozavest, da povemo tisto, kar mislimo, da je za nas prav. Zdaj bi pa jaz pač povedala, kaj zdaj to pomeni zdaj za vaše znamenje. Tale polna luna. In če začnemo kar z ovni, torej ovni imate že tako in tako zelo pestro dogajanje, že kar nekaj časa, in to bo trajalo vse do novembra 2023. Bolj ste se postavili zase, želite izpolniti projekte, želite izpolniti svoje načrte, vas pa verjetno tale retrogradni Mars vrača nazaj. Kaj ste vi kot oseba v preteklosti naredili v povezavi z družino, v povezavi z premoženjem, torej prihodki vam bojo zelo precej, vas bojo zaposlovali v tem mesecu, in pa tudi določene spremembe, tako v družini, pri prihodkih, torej spremembe vas čakajo v prihodnosti, torej, kot sem rekla, pri družini, pri prihodkih, in tudi v govoru boste bolj odločni, torej pazite se agresivnosti, jeze. No, to mene tole zelo, sem bila malo nahodna, pa me glas potem malo heca. Torej, za ovne je to torej zelo, zelo pestro obdobje, veliko sprememb, in to na področju družine in tudi prihodkov. No, potem, če pogledamo, pa za ovne, torej tudi vas bo zelo zanimala duhovnost in pa spraševali se boste, ali ste zadovoljni ali ne. Bi pa torej ta vaša ambicioznost, ki jo imate že nekaj časa, znala malo prizadeti vašega partnerja, oziroma partner bi se lahko na nek način umaknil od vas. No, potem imamo Bike, torej biki so izjemno izpostavljeni, saj se je polna luna zgodila v znamenju Bika. Torej biki so zelo izpostavljeno znamenje pri tej polni luni. Torej Mars retrograden je na njihovi prvi hiši in zelo, zelo vpliva na partnerstvo. Torej biki, vaše partnerstvo bo pod preizkušnjo. Lahko bi bili vi ljubosumni na partnerja, ali pa partner na vas. Partner bi se tudi na nek način lahko umaknil od vas.
Ampak partner bi lahko imel neko težnjo po nadzoru, kontroli, manipulaciji, tako da se pazite tega. Boste se pa sami vračali nazaj in se spraševali glede odnosa z vašim partnerjem, kakšen je odnos, ali je v redu, ali ni v redu. Torej, če vam je partner naredil kaj slabega v preteklosti, bi mu znali to očitati. Imeli boste zelo žive sanje v zvezi tudi z odnosi, partnerstvom, tako da to bo zelo izpostavljeno tudi, a ne? Pa lahko tudi kakšno potovanje, da ste mogoče neko potovanje s partnerjem tudi želeli organizirati, pa se to ni šlo. No in potem, če pogledamo dvojčke naprej. Poglejmo dvojčke. Torej dvojčki, torej vaša polna luna pade v 12. hišo. Torej 12. hiša, torej seveda je lahko, se vam zgodi, da mogoče boste želeli na kakšno potovanje, pa se vam bo to precej zavleklo. Potem zelo v ospredju bo tudi vaš odnos z drugimi, posebej z bratom ali sestro. In pa tudi prihodki, torej zelo veliko stroškov boste imeli v tem mesecu, tako da se pazite na tem področju. Sami boste imeli pa težavo povedati tisto, kar mislite. Že na splošno imate dvojčki težavo pač povedati vse na glas, ampak v tem mesecu bo pa to še bolj izraženo. Imeli boste tudi zelo žive sanje. No, kot sem pa rekla, se pa predvsem pazite torej stroškov. No, potem zelo izpostavljeni so tudi raki. Rakom se dogajajo lahko velike spremembe na poslovnem področju, pa pomeni, da boste na poslovnem področju nekaj razčiščevali za nazaj. Lahko v zvezi z računalniki, lahko v zvezi z nekimi, torej če imate neko avtoprevozništvo, če imate posel povezan z računalniki, posel povezan z vozili, potem se boste zelo vračali nazaj in določene stvari razčiščevali. Vas pa čaka zdaj v tem mesecu torej neka sprememba na področju posla. Vam pa zelo dobro kaže glede prihodkov, ker boste dobili nek denar za nazaj, torej nekaj, kar so vam ljudje dolžni odprej, bi lahko vi torej dobili, lahko pa tudi vi boste nekomu plačali, kar ste mu mogoče že nekaj časa dolžni. Torej, predvsem prihodki so pri vas v ospredju. Če pogledamo potem naprej leve, torej levom se bo tudi zelo veliko dogajalo na poslovnem področju, na statusu. Tukaj se morate paziti, torej kakšne jeze, agresije, boste zelo naravnani v neko ciljnost, želeli boste doseči čim več, veliko energije boste imeli. Ampak določeni projekti se vam lahko tudi ustavijo, tako da tukaj svetujem potrpežljivost. Doma se pa tudi morate paziti ljubosumja, agresije, kakšne manipulacije. Za vas je predvsem to nakazano. Drugače pa poslovno boste precej uspešni, torej boste naredili tisto, kar si želite, ampak včasih boste morali neke stvari popravljati za nazaj. No, potem, če pogledamo device, torej device imajo zelo izpostavljeno področje torej, sreče, duhovnosti, odnosa z očetom. Torej, glede odnosa z očetom se morate paziti, torej, da ne bi mogoče bili preveč agresivni ali pa da ne bi prišli v kakšen spor z očetom ali pa brati s sestrami. Paziti se morate tudi v odnosu do njih ljubosumja, jeze na splošno, pa na splošno jeze do drugih ljudi, tudi sosedov, ljudi, ki so vam blizu. Drugače se boste pa spraševali, ali ste srečni ali niste srečni. Želeli boste tudi mogoče potovati, pa se vam tukaj lahko pojavijo kakšni zastoji, tako da tukaj morate biti pazljivi. Drugače pa vas tudi čakajo neke določene spremembe, tudi lahko na področju komunikacije, računalništva, medijev, lahko kakšni zastoji, tako da pazite na tem področju. No, potem pa imamo torej vage, tehtnice.
Torej, tehtnicam se bo pa tudi veliko dogajalo, je tudi eno znamenje, ki je mogoče tudi precej izpostavljeno, torej se bo aktivirana vaša 8. hiša, sprememb, preobrazb, karmičnih dolgov, povezavi z družino. Tako da v družini bojo zagotovo neke spremembe, lahko se torej tudi prebudi neka agresija, jeza, ljubosumje v družini, tako da se morate paziti na tem področju, lahko pa tudi pomeni, da boste dobili neko večjo vsoto denarja, torej nekaj, kar ste že pričakovali, pa niste dobili, pa boste mogoče zdaj pa dobili. To lahko pričakujete, torej na tem področju vam kaže zelo dobro. Potem imamo škorpijone, torej škorpijoni seveda so tudi izpostavljeno znamenje, saj seveda polna luna je stala nasproti sonca, ki je v škorpijonu, torej škorpijoni zelo izpostavljeni. Pri vas bo precej oziranja nazaj v preteklost glede odnosov. Odnose boste doživljali kot težke, doživljali boste to področje kot tako, na katerem se boste morali v prihodnje potruditi, če boste želeli neke odnose obdržati ali pa na nek način spremeniti. Torej, za vas težko vam bo res v odnosih, vam kaže težave. Tudi mogoče boste jezni na določene ljudi, lahko tudi se vam porodi ljubosumje, lahko pa bojo tudi drugi ljubosumni na vas in boste imeli občutek, da so vam ljudje sovražni, da vas ne podpirajo, da vam ne stojijo ob strani. Lahko boste to v bistvu, lahko bo to realno, lahko pa ne bo toliko realno. Tako da tukaj se morate res vprašati, ali mogoče vi čutite ljudi za sovražne, pa vam v resnici niso sovražni. No, potem imamo strelce. Torej, strelci imate izpostavljeno 6. hišo, tako da morate paziti na zdravje, paziti se morate kakšnih poškodb. Mogoče boste tudi kaj glede zdravja urejali nekaj za nazaj, nekaj, kar niste prej poskrbeli, pa boste morali zdaj poskrbeti. Zato, torej povezavi z zdravjem, lahko vas tudi boste spremenili rutino, ali pa vam bo ta rutina na nek način težka, da boste imeli težave glede tega. Tudi na področju otrok, torej otroci bi bili lahko bolj jezni, agresivni, nespoštljivi, pa vas bo to mogoče precej vznemirilo. Lahko vas, torej tudi vi bi lahko šli na kakšno potovanje, pa se tudi tukaj pazite zastojev in se potem pazite jeze svoje zaradi tega. No, potem imamo pa kozoroge. Torej, kozorogi, torej pri vas vam kaže pa kar dobro, ker je ta polna luna se zgodila v vaši 5. hiši uspeha, znanja, otrok, ljubezni, torej vi bi pa lahko srečali nekoga iz preteklosti, ki vam je bil všeč, da bi se vam vrnil nekdo. Razmišljali boste o preteklih ljubeznih cel mesec. Zelo boste tudi kreativni, ustvarjalni, porajale se vam bojo nove ideje, mogoče se vam bo spet porodila neka ideja, ki ste imeli že prej, pa ste jo nekako zdaj pustili pri miru, pa je torej zdaj bo spet vzniknila. Pazite pri kakšnih naložbah, zdaj če ste prej vložili denar, bi zdaj lahko želi torej finance od tega, od prejšnjih projektov, ampak zdaj trenutno pa ni najbolje, da greste v kakšne investicije. Če ste pa prešli v investicije, bi pa zdaj lahko dobili te investicije na nek način povrnjene. Če delate doma, vam bo šlo zelo dobro, torej vam kaže dobro na prihodkih, sicer vam pa kaže v prihodkih neke spremembe, preobrazbe, ali pa neke nepričakovani prihodki, ki jih mogoče niste se nadejali, da boste jih imeli, bi pa mogoče drugi ljudje bili lahko ljubosumni na vas, ker boste več zaslužili. Paziti se morate pa tudi vi ljubosumja na druge. Mogoče, v tem smislu, ali pa boste imeli občutek, da drugi več zaslužijo, da jim gre lažje, kar je pa verjetno iluzija. Vedno je dobro, da se primerjamo sami s sabo, ne z drugimi. No, potem imamo pa tukaj vodnarje. Torej, vodnarjem se je ta polna luna zgodila v njihovi 4. hiši, delali boste na samozavesti, delali boste na odnosu z mamo, paziti se morate, da ne bi prišli v odnosu do mame do kakšnega konflikta, torej, da se ne bi z mamo sprli, pazljivi bodite na tem področju.
Dogajale se vam bodo neke spremembe tudi na poslu, pri statusu, kjer se morate tudi paziti neke jeze, agresije, torej ne smete ravnati prehitro. Boste pa zdaj imeli možnost, da poveste tisto, kar mislite, ker se vam bo samozavest povečala in boste tudi se lahko postavili zase, za tisto, kar mislite, da je za vas dobro. Se pa morate paziti torej agresije, jeze, ljubosumja v domu. No, potem imamo pa na koncu še ribice. Torej, ribicam se pa je polna luna zgodila v 3. hiši, komunikacije, truda, poguma. Torej, za ribe velja, da se bojo pogumno postavili za svoje načela. Tistim, ki delate z računalniki, spletom, tudi kaže zelo dobro cel mesec. Veliko aktivnosti, motivacije boste imeli za delovati na socialnih omrežjih. Lahko bi tudi zaradi tega mogoče bil kdo na vas ljubosumen ali pa bi mogoče doživeli preko socialnih omrežjih kakšno jezno pripombo, kakšen napad. No, drugače pa, torej, vam dobro kaže, torej tudi na področju kratkih potovanj, pazite se kakšnih zastojev, kakšnih nesreč, torej pazljivo v prometu. Tudi odnos z brati in sestrami bo izpostavljen, tudi tukaj se morate paziti kakšnih neprimernih besed, jeze, torej vedno premislite, preden kaj rečete. Drugače pa, torej tudi bi vas lahko potegnilo na kakšno daljšo potovanje, tudi tukaj se pazite kakšnih zastojev. Prej preverite, da je z avtom vse v redu, da ste vse dobro pripravili. Drugače pa je to. Torej, za ribe, torej pazite se kakšnih ostrih besed z vaše strani v komunikaciji. Boste se postavili zase, boste pogumni, ampak pazljivo, kako delujete v odnosu do drugih, je zelo, zelo pomembno, ker lahko pride do kakšnega prepira. No, to je za danes vse. Pokrila sem vsa znamenja, torej, tako da boste približno vedeli, kaj se vam bo dogajalo ta mesec, kakšne bodo energije, ki jih je prinesla tale polna luna v biku, v ozvezdju Rohinji. Lepo vas pozdravljam za naslednjič in vam želim lep dan še naprej.